Mi smo Jaja Boys. In poslušate Radioaktivno. Sem šel v trgovino, v soboto pol 10, sem srečal še sosedo, ki šla je po vseh petih, mi je star naročila, da kupam liter mleka, mi nekaj še razlaga, ampak meni do noči šteka. Skinem se na avtobus, šofer me nadleguje, ne bo zato te vozil, se name zdezeruje, karte 5 evrov me prepričuje, država je bankrotna, pa zove zateguje. Sem prišel do trgovine, 12 je bila ura, popci že zamudil, se dere mi vapura, zdaj pa ne vem, kaj bi naredil, narebi so v sredo, pa bi vam povedal, kamor ko se vrnemo, smeri nas zavrnejo, na mladi konci stoji, krivi smo pa vedno mi, kamor ko se vrnemo, smeri nas zavrnejo, na mladi konci stoji, krivi smo pa mi. Šofer me nadleguje, ne bo zato te vodil, se name zdezeruje, karte 5 evrov me prepričuje, država je bankrotna, pa zove zateguje. Lesem domov, ob enih pa pol, mi stari spet drži, da sem se zastrol, nekaj spet razlaga, prav reči mi žal, živce sem zgubil, pa sem se pobral. Kamor ko se vrnemo, smeri nas zavrnejo, na mladi konci stoji, krivi smo pa vedno mi, kamor ko se vrnemo, smeri nas zavrnejo, na mladi konci stoji, krivi smo pa mi. Trgovina in Jaja Boys z albuma To je punk, z mano oddaja Radioaktivno pa Rok, Jan in Aleks, zdravo. Živijo. Lepo pozdravljeni. Živijo. Mladi punk val, ste to vi? Ja, lahko bi rekel, ja. Nekaj se matramo v tej smeri. Držimo fronto, take mogoče mačkem bolj mešanice med alternativno in zabavno glasbo. Ja, tukaj rekel, probamo pobrati ta dobre stvari od enega in od drugega, da pa lahko probamo tudi malo širšo publiko zagrabiti. Prihajate z Dolenjske, kjer punk ni tako običajen. Pa moram vas popraviti, v bistvu v Novo mesto imam kar v tem prvih valovih ali pa ajde, recimo drugih valovih, se ne vem, to bo mogoče kolega Aleks bolj vedel, ampak tam smo imeli par dolenjskih punkarjev, če ne glih v Novo mesto, pa kako vem, kakšnih Dolenjskih Toplicah, sicer pa en znan punk band Bacili izhaja prav iz Novega mesta. Ja, kot je rekel, Novo mesto je imelo svoj cajt dost močno punk sceno v 80-ih, tako v Novem mestu kot v Romanji vasi, kjer so v kulturnem domu prirejali koncerte. Zdaj pa je, se mi zdi, da je veliko bolj indie glasba, oziroma indie rock, pop rock, tako da je teh punk aktov bolj malo, no, pa smo pa probamo toliko bolj izstopati zdaj v tej vodi. Želite biti glavne? Ja, lahko bi bili, ne? Trudimo se. Se punk vrača? Pa meni se zdi, da ni nikoli zares šel, sem Brge bilo treba iskati tako, ampak je pa skozi bil in ni nikamor šel. Ste tudi zato naslovili vaš prvenec To je punk? Ne vem, sem lepo se slišalo, to je punk, pa pač folk ne ve, kaj je na CD-ju, pa vidi, aha, to je punk, okej, to je to. Ste besedo punk napisali z velikimi črkami načrtno? Mislim, da če človek, ki je po duši tudi punker, bo punk vedno napisal z veliko, če ne le na list papirja, pa na kakšen zid ali pa škarpo ob cesti. S tistim znanim znakom z A-jem. Drži. Pogovor smo pričeli s skladbo Trgovina. Se prodajate? Dobro, to nisi vsak sam razlagalo. Ne, no. Mislil sem trgovine. Ja, no, mislim, ja. Ne vem, da ti... V trgovini se ne prodaja. Aleks pravi, Jan reši me. Ja, Jan reši me. V trgovini se ne prodajamo, prodajamo le svojo dobro voljo. Ko ima trgovina, pa če vas zanima, je nastal po eni anekdoti v trgovini, pa mogoče več v nadaljevanju. Lahko sedaj kar razkriješ to skrivnost.
Bila je ta en sobotni dopoldne, ko me je mati, ko sem bil še majhen, poslala v trgovino in pač, ker nisem vedel, kaj ne kupim, je napisala shopping listo in na tej shopping listi je prišlo do zapleta, ker pač 10-letni šmrgoc ne more glih piva kupiti, ne, in potle je bila cela zagata in živ halo in potle je temu tako trgovina, en tak spominček na eno bedarijo. Si mislil, da boš rekel, da nisi vedel prebrati, kaj je bilo na shopping listku napisano? Ne, bil sem zafrustriran mladič. Druga, ki jo bomo spustili, bo Svoboda. Ja, živela svoboda, bolj šnopska voda. Noče biti sužen, hoče biti svoboda. Noče biti sanja, ampak tista voda. Hoče biti srečen, ne rabim se meči, da si se da mi dan, mora željega stran. Noče biti sužen, hoče biti svoboda. Noče biti sanja, ampak tista voda. Svoboda in Jaja Boj z albuma To je punk, oddaji Radioaktivno. Na spletu sem prebral oznako, da ste podgurski punk ansambel. Spet bi rekel človek odvisna citacija, ampak načeloma tako bi naj drži, no. Bi kar opisal. Ko prideš na naš koncert, pol vidiš, kako to izgleda v praksi in potem si rečeš, no, to je pa res en podgurski punk ansambel. Ker res dobiš tako vzdušje, da ni zdaj tisti tipičen, ko nekomu, ki ni sicer poznavalec glasbe, rečeš, mi špilamo punk, pa rečeš, neki zafrustrirani, neki jezni, ne. Pa prideš na špil, pa se imaš lepo, no. Kot da bi človek rekel, bi lahko primerjal, ko prideš na veselico in se imaš res fino in se ga razkopleš ko šef. Jan, ob tej oznaki si kar navijal. Ja, drži. Ta punk ansambl smo v bistvu enkrat uvekovečili na koncertu, ko smo se v bistvu poslavljali od Roka Klobučarja, ko naj bi šel študirati v tujino. Pa smo potem naredili, v bistvu poimenovali smo ga Prvi zadnji špil in potem v bistvu naredili eno kolaboracijo z Aleksovim bratrancem, ki igra harmoniko, in smo naredili priredbo na komad Kriza in Ko študent na rajžo gre. Tako da na koncu se je izšlo, da smo zamenjali inštrumente, naše klasične inštrumente za pripomočke, kot jih uporabljajo bučenski ramplači. Ramplači to so grablje vile in nekakšna mešanica bobna in činel in kola, in potem smo imeli pravo veselico in smo res izpadli kot ansambel na odru. Se s temi rekviziti sedaj tudi pojavljate na koncertih? Nažalost ne več, vidim pa, da bo treba idejo spet obnoviti, ker se ljudje sprašujejo, kaj je to Jaja Boys. To sem se tudi jaz spraševal. In Rok, kaj je to Jaja Boys? Ja, drugače ime izhaja iz inicialk osnovnih članov oziroma formativnih članov. Drugače pa zdaj to pomeni, ne vem, tako kot smo rekli, punk ansambl. Z jajci. Ali to pomeni, da vedno govorite ja? Ja. Vidim, da si zelo redko beseden. Ja. Koliko krat na dan lahko rečeš ja? Ja. Pa gremo kar k naslednji skladbi. Kletka bo to? Gre za komad, ki je nastal med korono, marca, tam nekaj, no. Sva se kljub občinskim zaporom in vse, smo z Janom relativno blizu stanovala takrat, no. Pa smo se pa dobivali na ustrezni varnostni razdalji sredi travnika in sva potem rekla, kaj pa če bi napisala en štikljc o trenutni situaciji, in sva potem v enem dnevu, dveh se pa dobila pri meni doma v kleti na razdalji 1,5 metra ter zelo na hitro posnela komad, no, pa so ga pa dala na YouTube in je pa takrat prva verzija prišla. Pa smo pa zdaj za album samo še malo refreshali, dodali produkcijsko Wise in je res lep komad rato iz tega, no. Ja, no, vse je v bistvu komad govori o tej problematiki v tistem času in v bistvu o tlačenju družbe istega časa. Tako da ja, smo se potem kljub tem zaporam in kako bi človek rekel, zmanjšanju pozornosti kulturi in umetnosti pač tistega časa, ker se res ni nič dogajalo, nobeni koncertov ni bilo, vse je bilo tujka restricted, kako se temu reče, omejeno. Smo z Aleksom izvajala tako imenovane Instagram live koncerte, v bistvu sva se dobila, pa odšpilala, ne vem, 6, 7, 8 komadov, mislim, da so to delali ob torkih.
res na travniku z kamero in s tem live showom in smo malo zabavali ljudi, hkrati pa ne, držala ustrezno razdaljo in pa si privoščila kakšno pivo. Tako. Na razdalji. Na razdalji. In vedno znova v mori se zbudim. Dajte Boživo, da gremo na pivo. Hočemo ven, odprite že mejo, da se fešte začnejo. Hočemo ven. Policija nas lovi, podgane v kletki novega sveta. Poskusno obdobje upornega duha. Dajte Boživo, da gremo na pivo. Hočemo ven, odprite že mejo, da se fešte začnejo. Hočemo ven. Pivo, hočemo ven, odprite že mejo, da se fešte začnejo. Hočemo ven, pejte Boživo, da gremo na pivo. Hočemo ven, odprite že mejo, da se fešte začnejo. Hočemo ven. Kletka in Jaja Boys z albuma To je punk, oddaji Radioaktivno. So začetki v Kevdru ali ne? Ponavadi so začetki in konci v Kevdru. Mislim, začetki te skupine. Zaprav začetki se mi zdi, da so že v osnovni šoli, pa upam, da bojo pa konci nekje v Kevdru. Mislim, kevdr in izluščenega, beseda kevdr sama označuje nek prostor, najbrž nekje v kakšnih vinskih goricah ali pa pri nas upravo v Nogradi. Ampak draž pa kevdr lahko pač rečeš stvari, ki je deloma pod zemljo in v bistvu ne gre se za to. Komad kevdr ni bil namenjen le tej lokaciji, v bistvu je bil napisan za en klub, ki je svoj čas deloval v Dolenjskih Toplicah, kjer se je dogajala ta alternativna glasba in na koncu se je kot večino, ali pa, kako bi človek rekel, nažalost se je potem prodal in izdal Zdaj nekaj fično otrvalo. Ja, v glavnem, pač prodali so ga. Pedri. So Jaja Boys vaš prvi band ali ste že predelali v drugih zasedbah? Mislim, ja, kako je Rok povedal, začeli smo v osnovni šoli, pa predtem, jaz sem sicer neke zasedbe v glasbeni šoli, oziroma te razne komorne zasedbe, ampak je res, vsaj za mene, da je bil pač prvi band, s katerim smo pol začeli, tudi vsaj jaz sem začel pol dozorevati, odraščati kot glasbenik in se pol marsikaj novega naučil glih zaradi tega benda. Jan, ti? To je bila moja prva glasbena zasedba, resna in edina, če izpostavimo to, da sem bil
glasbeni šoli, pa neki godbi mestni, kar je bilo tudi zelo zanimivo. Ampak ja, Jaja Boys je v bistvu zadeva, ki je rasla že v 8. in 9. razredu, potem pa na nek način z vstopom v srednjo šolo le dobila tisti čar in predih punka in igranja punk glasbe. Rok ti? Ja, jaz sem drugače imel nek band z bratom, pa pol v bistvu imam še nek projekt, band, ki delno obstaja, oziroma vaj imamo še, to je potom, ampak se reče Bajte 23, je pa tako nek thrash metal, nek punk, ne, vaj imamo še, no, tu. Poleg vas treh sta v bendu še 2 člana, da ju predstavimo. Ja, Niko Homan pa Valentin Galeša, Niko Homan bobni, Valentin Galeša bas. Tako da ste skupaj prava punk rock zasedba. Ja, Naslednja bo Štrajk. Ta komad je pa nastal v srednji šoli, na začetku srednje šole se mi zdi, da ko sva z Janom velikokrat po podneve na mesto, da bi se učila ali kaj pametnega naredila, se dobila pri meni doma in sva ustvarjala. Pisala sva, malo sva pa kakšne risanke, kakšen South Park gledala in potem, ko naj je prešinilo iz nikjer, sva pa pač komad spisala. Tako da mislim, da je bil pol Štrajk ja, v tem obdobju pol enkrat pomest napisan, kjer smo samo oba, bi rekel, najstniško zelo jezna na vse in vsakogar in smo potem rekli, da imamo komad napisati. Alex tako ali drugače ni po duši punker, nima te žile goreče, da bi koga hotel pretepsti ali pa prebutati ali pa kakšen avto policijski okoli obrniti. Tako da mislim, da je besedilo, hvala lepa, bilo pod mojimi rokami spisano, ampak ja, point teh komadov na albumu je v bistvu, da so bili narejeni v tistem našem kedrčku, ne. Besedilo od Štrajka pa je samo po sebi jezno, besno in glasno, ne, ki na glas poroča, da pač naj se nekdo jebe. No, vidim, da res Alex ni punker, ker ti ima majico od Metalike. Ja, drži. Ne, sej zgolj golo naključeno, mislim. Pa ni, ne. Dobro, no, sej poslušamo več različnih zvrsti, medtem tudi veliko metalov vmes. Saj za mene to drži, za ostale pa ne vem. Ja, Alex kot kitarist je drugač en tak velik umetnik in virtuos in zraven igra še bobne in bas kitaro in harmoniko in kaj še klavir in najbrž tudi, če bi mu dal violino zašpilati, bi tudi tu obladal. Je po tehniki in po izboru, vsaj delno izboru kitar tudi malo metalc in tudi včasih da pridih kakšnim solažam in težkim melodijam v komadih nasploh. Jaz hočem med denar in hočem med pravice, v tej državi sploh ni mar, če prade so police. Ne bomo mi več želali, da bi drugi se nažerali, skličite vojsko policijo, ne boste nas zaverali. Mi se ne damo, čeprav nas je malo, nikamor ne gremo, raj vse požremo. Ne bomo se vam klanjali, na druge se naslanjali, zdaj smo mi na vrst, da pokažemo vam prst. To smo mu izgovorov, motivacijskih nagovorov, ker sem te si vicaj, ampak mi gremo na štrajk, mi gremo na štrajk. Mi se ne damo, čeprav nas je malo, nikamor ne gremo, raj vse požremo. Jaja Boys, to je punk je album, ki ga vrtimo v oddaji Radioaktivno, Rok, Jan in Alex z mano. Glasba je punk ali dodajate kaj primesi? Ja, mislim, ta naša muzika je tako malo konglomerat vsega, tako da je malo je tako. Na tem albumu je dost
punk ni toliko eksperimentalno, ampak na live koncertih se pa tudi najdejo vložki iz narodno-zabavne glasbe, Balkana, metala, skatepunk, pop-punk, vse, ima sve. Ja, ne nazadnje imate ob sebi multi-instrumentalista, ki igra vse inštrumente. Lahko bi imel svoj band. Ja, lahko ima svoj band, ja. One-man band. Ja, Ja, jaz bi rekel, da to, kar je pri nas največ punk, je to, da je res, bi rekel, da punk pride do izraza na koncertih zaradi energije in sam tak pristop, da je res pač na glas in relativno hitro in vse. Ampak načeloma, ja, energija bi rekel, da je ta upraviči ime punk v opisu benda. Glasba je hitra, udarna, glasna, Ja, neposredna. takšna kot mora biti. Ja, no, pač ja. Takšna kot mora biti. Je pa res, da glasba in komadi nasploh jemljajo navdih iz realnega življenja. Ne? In potem glede na dogodke in časovno obdobje so potem tudi zadeve nastajale, ene malo bolj resne, ene malo manj in na koncu le pride do 15 komadov na albumu. Ne? Koliko je glasbenih vplivov drugod tistega, kar sami poslušate? ja, meni se zdi, da kar tako vsega, ne vem, mislim, na tej plati dotično je veliko, ne vem, malo Offspringov pa tako takih bolj punk, ampak mislim, da pol druga plata bo pa malo bolj že eksperimentalno, no, po malo drugih žanrov še noter, pa drugih vplivov. Tle smo se mogoče malo zadržali, smo hoteli nek ta koncept obdržati, da je enotno vse skupaj, drugo bomo pa videli, kaj bo. Je več vzorov z domače ali tuje glasbene scene? Dobro vprašanje. Jaz mogoče nisem pravi naslov za ta odgovor, kar se glasbe tiče, kar se inštrumentalov tiče, sem bolj človek za besedila, ampak se mi zdi, da imamo v Sloveniji dovolj velik bazen, s kje lahko baziramo in s kje lahko ujemljamo neke navdihe in ideje. To se bo mogoče potem pokazalo v naslednjem albumu, ko v bistvu se bomo malo dotaknili še tehle, ko bi človek rekel, ljudskih pesmic predelanih v takem duhu, kot ga izvajamo na odru, v bistvu po naše ansambl punk izvedba. Ampak ja, po mojem bolj da vprašate Aleksa, on je muzički umetnik. Ja, za prvi album pa bi rekel, da je bilo kar malo 50-50, se pravi, tako domačih kot tujih vplivov, pretežno punk vod, za drugo, za novejšo glasbo pa čisto kukar pade. Kar se nam zdi dobro, pa delamo to naprej, oziroma če nekaj neko idejo slišiš načeloma, niti ne gledamo, ali je domača ali je tuja, pa pol. Če se ti zdi v redu, če ti je vibe ta prav, pa se pol dopolnjujemo in probaš to narediti, po svoje interpretirati, boš narediti. Naslednja, BMK, to je skrajšava naslova. Ja, za boli me kurac, tudi spet besedilo je bilo napisano pod mojo roko, mislim, da. Se ne vem, tudi to je zdaj tako zveni, kot da sem, ne vem kaj, si pridržujem pravice. Vlan, to je tako, tisti, ki bo pisal besedila, naj ve, zakaj jih piše, ne? In se mi zdi, da sem v tistem momentu vedel, kaj delam in vedel sem, kaj pišem, tako da je ta boli me kurac spet ena bila najbrž neka zgodbica in jeza in nezadovoljstvo, ki je potem pač se izlila na papir in na koncu pristala na albumu s pomočjo fantov tukaj zbranih, da se je zadeva uglasbila. In zdaj, mislim, da smo še dodali eno super solažo noter, mislim, en super intro, ki je tak mogočen, malo metalski. Potem mi klicu, da juža bi
To je punk, je album, ki ga danes predstavljamo v oddaji Radioaktivno, skupine Jaja Boys. 15 skladb ste nam ponudili, veliko materijala ste pripravili za prvenec. Jaz se dračam materijala še bale, ampak ni šlo vse po online CD in smo rekli, bomo počakali za drugo, ampak 15, ja, dosti bo. Kako poteka kreacija glasbe, delate skupaj, vsak svoje ideje prinaša, združite skupaj? Za prvi album je bilo večinoma tako, da smo, jaz pa, mislim, saj zdaj ne velja to zasekovati, no, ampak dosti velik del smo pač jaz pa Jan spisala, pa smo potem neko grodje postavili, smo pa na vajah, je pa še vsak svoj finishing touch dodal, no. Je tudi pač vmes, ne vem, Glaš je rok pol spisal, pa smo pa mi samo ga sfinishirali do konca. Zdaj pa tudi novejša muzika, pa tudi probamo čim bolj, da ne vem, če res nimaš že iz štarta točne vizije, ko boš v komartu od začetka do konca, pa naredimo skupaj, oziroma vsaj instrumentalisti se najprej tukaj, da ga postavimo, da pa še vokal dodamo zraven. Jan, ti si potem glavni odgovorni za besedilo? Dajmo reči, da v večini primerov na prvem albumu je pa zmeri pa vprašanje mene osebno do ostalih članov benda, če je to dovolj dobro in če se s tem nekako strinjajo. Včasih pridem direktno, to bo besedilo in ne odstopam, včasih pa pač je prišlo do tega, da sem imel kaj spisano, pa smo potem še kaj dodali. Je pa vse pogojeno od kakšnem razpoloženju si, ker v bistvu človeku lahko potem zmanjka idej in energije za kreacijo, kar se je mogoče dogajalo, ne vem, 2-3 leta nazaj, ko smo malo potihnili, smo se sekirali zase in delali vsak svoje stvari, zdaj pa se je s tem novim, v bistvu s tem zadnjim aktom izdajal albuma, smo spet začeli malo ustvarjati in v bistvu prišli spet do 2-3 komadov, ki pač se vadijo, vežbijo, pelijo, da se bojo pač spet pokazali v javnosti in spet na albumu, ampak ja, idejni vodja v konceptu pisanja besedil. Ste potem v besedilih neposredni kritični? Pa ja, mislim, ena besedila so tako, da so malo bolj kritična kot te do splošne družbe, so pa tudi neka besedila, ki so pozitivno usmerjena, ker je tako pač nek družbeni aspekt, neko skupnost gradimo, tako. Ali pa zgolj dogodivščina, ki se nam je pripetila, oziroma pa, da se je neka stvar zgodila in pa rečemo, dajmo pa zdaj to. Hvalnica in pa Jan pač reče, dajmo mi tu napisal, pa ajde vela in pa pač se napiše to. Tudi čisto različno. Jan, si rad kritičen? Družbeno kritičen? Ja, ampak ugotavljam, da je tudi težka stvar. V bistvu človek bolj, ko je kritičen, bolj izstopa. V večjih primerih je manj to slišen in potem takem se zgubi in, kako bi človek rekel, zafrustrira. In pa se malo vrti v krogu, dok spet kdo brcne v red in ga malo zbudi, pa se pač naredi kakšna prelomnica, pa se naredi kaj novega, se kam premakne. Družbeno kritičen, kaj je biti družbeno kritičen? Greš na protest, greš ven, ko ne bi smel, delaš stvari, v bistvu, ki jih ne bi smel in pa pišeš besedilo na to temo in 3 pikce. Naslednja bo Glaš. Ja, je komad drugač, če je kdo vprašal. Gre o tem, v bistvu teh avanturah, pa ta spet občutek skupnosti, pa druženje z bojzi. Waschen
glež je prazen. To ne pomeni, da plamen moramo ugasniti. To je nova priložnost za življenje, da spet v srcu nas pogreje. Važen, da glež je poln. Važen, da glež je poln. Važen, da glež je poln. Ja. Važen, da glež je poln. Važen, da glež je poln. Važen, da glež je poln. Ja. Važen, da glež je poln. Važen, da glež je poln. Važen, da glež je poln. Ja. Ja, boys z mano vdaje radioaktivno Rok, Jan in Alex. To je Punk album, ki ga vrtimo. Vidim, da ste s sabo prinesli še fizični nosilec zvoka. Zanimivo za glasbenike vašega kova, pa za vaše starosti. Pa ja, mislim, to je spet odvisno od osebe in kaj ta oseba počne. No. Zdaj, verjamem, da marsikomu naše starosti CD ne predstavlja neke določene dodatne vrednosti. No. Zdaj, meni osebno, ne vem za ostale fante, meni osebno pač ima to neko vrednost, če ne drugega, saj podpreš s tem artista, da pač kupiš njegov CD ali pa da imaš pa v zbirki in imaš res neki presep in si pač vesel, zelo ponosen, da imaš to presep. Zgolj z tega vedika zdaj. Povej, koliko keša si zagonil za vinilke že? To pa ne bom. Preveč. Ne vem iz glave. Mislim, ni zdaj spet tu gastronomska cifra, ampak bi lahko marsikaj pametnega za tak nar že dubo ali pa naredil. Jih potem vse poslušaš? Sem jih poslušal, ampak sem bil prepameten in sem kupil ne najdražji gramofon, ki takrat še ni imel pokrivala za, ko se plošča vrti, in je prišel Maček mim in je rekel: Maček, bom jaz gor skočil in zdaj še iščem, oziroma se moram še spraviti iglo zamenjati, da bo spet funkcionalen. Pa tudi nisem mu zaenkrat ne z nekega določenega svetega prostora, kamor bi ta gramofon postavil. No, zaenkrat imam bolj, ko ne sem naberam, pa pol probam v bližnji daljni prihodnosti najdeti nek prostor, kjer bom to lahko imel v meru, brez da bi kakšen Maček vršil blizu ali pa neki. Potem glasba tudi na vseh streaming platformah? Ja, je. Sej tudi reklame dobro ne znate narediti, ne. Ja, v glavnem album in glasba in YouTube in internet in vse to je hudo dostopno. Zdaj pa, če smo malo nostalgični, ne, Alex je v bistvu en navaden hrček, ne, za glasbene stvari, tako kitare in vinilke in še kaj, Alex. Sem še kaj pozabil? CD-je, ovičevalce, ne. Kitare, CD-je, vinilke. Enkrat upa, da bo tudi zbiratelj motorjev. Ampak ja, v glavnem tale albumček, ne, fizični nosilec albuma, glasbe, ne, je v bistvu na nek način še dodatek tej, bi rekel, glasbi nasploh, ne. To je v bistvu danes ena umetnost, ne, grafična podoba, ne, in se mi zdi, da bi lahko ljudje dajali poudarek tudi temu, no, se tisti, ki vejo, tisti, ki zbirajo, ne, pač kupijo. Je pa to ena lepa pač malenkost, ki se pač mogoče se več ne prodaja, ni več zanimiva. Je pa tako tisti, ki si jo bo pogledal, si bo pomislil, malo se bo nasmejal, ima svoj smisel kot samostojna umetnost. Ko smo lih par albumov, pa to na shout-out Staši, ki je naredila dizajn za cel album, ona iz vaših koncev, ki je točen, ne vem, ampak trač pa je ona naredila dizajn za to, tako da shout-out Staša. Staša Zadrevec. En aplauz Staši Zadrevec, tako. Je že kaj odzivov poslušalcev spleta na vaš album? Draž na Bandcampu smo prodali ene 5 CD-jev, tako da to je kar. Pa ne vem, reš pa na streamingih, pa ne vem, na Spotify je neki odziva, na YouTube tudi, tako da nekje. Trudimo se. Naslednja, Škarpa Jam, tam je sicer malo bolj country zveni. Ja, ta Škarpa Jam je pa, mislim, da res edini komad, ki je bil pa v procesu delanja plate, ki je nastal. In sicer gre bolj kot ne samo za filler oziroma, da moram reči, intermezzo oziroma uverturo v naslednji komad na plati, se pravi za Oda Punkerju, dejansko tudi tema izhaja iz tam, no. Gre pa sem zato, da smo imeli, se pravi lansko leto, smo z ekipo v Lokal Patriotu na Meškem organizirali Irish Night, takrat za ta praznik, no, in smo rekli, da imamo sestaviti priložnostno zasedbo, ki bomo igrali pač te erske hite, oziroma
Irish punk hite in za namen tega sem si rekel, bom jaz pa kupil benjo, da bo to malo bolj, ne, da ne bo to sem 2 kitare pa bas pa to, ne. Pa sem se pa sem užnel kurs, kako se pač benjo igra, pa ki je glih tam doma med tistimi vsemi kitarami stal, sem rekel, da bom pa, če ga je pa glih že klega, bom pa še malo ponucal, pa sem pa, tako kot prej omenil, se pravi, sem izpeljal glavno melodijo temo Oda punkerju in jo potem zavil v en tak malo bolj country uvod, intermezzo. Man, it's a malo tako, spet korpa. Spečka, glavno, kaj zašpjevala. Boba, 3, 4. Škarpa Jam in Jaja Boys vodajo radioaktivno. Že prej ste omenjali celostno podobo, samo čelada je na naslovnici, sicer z določenimi simboli. Ja, no, čelada, jaz imam eno tako skrito ljubezen do takih zadev, malo, no, ko sem prej rekel, malo nostalgičen. In v bistvu sem to lepo krovko en cajt nosil po špilih in po feštah, v bistvu hkrati je služila za podlago za slamerje, je bila ena taka, wow, ti pa imaš čelado. Ne, en tak lep zbirateljski kos je, pa se mi zdi, da samo po sebi ta rdeča zvezda, ki smo jo tako lepo upodobili na albumu, ima tudi, bi rekel, svoj pomen, ki naj si ga vsak interpretira sam. Z Aleksom sva se v bistvu dogovorila, da če bo že kdo sprašval, čemu in zakaj je rdeča zvezda, ker dan danes je to v bistvu precej kritičen simbol, ne, in za nekoga tudi strah vzbujoč, tako da ta rdeča zvezda ne služi temu, da bi koga strašila, poveličevala, karkoli že, lahko tudi človek, ki obožuje pivo Union, pa naj si zavrti, ne, Heineken, sorry. No, pa v bistvu je vse ista stvar, no, vse so ga kupili. Ampak ja, Heineken naj si pa zavrti še plato od Jaja Boys, to je punk, drugač pa za tiste pa, ki vejo, jaz mislim, da vejo, zakaj je rdeča zvezda, no. Ampak tu na sliki izgledaš, kot da si Führer z čelado. Ne Führer, temveč vodja odpora punkerskega, o katerem tudi govorila naslednjo pesem Oda punkerju. Zakaj Führer? Ne Führer. To je kapetan. Naslednjo pa si že kar napovedal. Ja, no sej, to je v bistvu, se mi zdi, da najbolj punkerski, najtežji komad in punkerski tako po besedilu in po celostni zgodbi tega komada je v bistvu najbolj spada na to ploščo in k tej čeladi in k tej personi na albumu.
Oda Punkerju in Jaja Boys nastopate veliko? Jaz zdaj v bistvu nekaj špilov smo imeli, nekaj špilov še imamo. Drugač, časovno, kronološko je najbližji Sevnica, Kitarijada 11. Julija, pardon. Pol je pa lokacijsko oziroma regionalno najbližje vam je pa Velenje, je pa 23. september, avgust. Gor dol. Ampak ja. Nekaj špilov imamo še vmes, jaz mislim, da je bilo vprašanje bolj naslovljeno na še eno družbeno kritično temo, ne? Da se danes bende in novo glasbo in glasbo malih bendov se tukaj ne predvaja, ker pač smo v svetu, kjer se posluša 25 komadov na Radio 1 in še drugih 25, če ne celo podobnih na Radio Center, tako da naj živijo mali klubi in male, študentske organizacije, malo alternativne scene. Lahko bi se igralo več, veliko več, ampak današnji cajt in družba nista hudo interesa tega, se potrudimo, no? Sej Rok je povedal, da pač špilamo, da imamo 2 luštna koncerta zdaj v kratkem, ampak ja, špilalo se bi lahko veliko več. Ste raje v klubih ali boste v prihodnje raje na festivalih? Mislim, da čisto vsak špil ima svoj čar, tako festivalski kot klubski. Mogoče so te klubski malo bolj ne intimni, ampak tako, bliže si ljudem, no? Imaš res ta direktni stik, ko pride pivo noter, ali ti, ali kitarist, ali pevec iz odra. Tu na festivalu z tisto ograjo in vso višinsko razliko malo težje izvedeš, ampak jaz bi rekel, da čisto vsak špil je pač po svoje poseben, tako festivalski večji kot te manjši klubski. Jan, potem se tudi z odra vržeš med občinstvom, te primejo? Včasih se z Rokom primeva za roke in skupaj skočijo dol z odra. Ja, smo že crowdsurfali tako in bilo je zelo zabavno, tudi s stolom, oziroma na stolu. Se draga še ena druga prigoda, ki smo jih pred temu. Mi smo imeli release plate oziroma nek velik koncert v Novem mestu in v bistvu je bil tok pera, pač povsod, da je štrom ven vrglo, zato ker je per prišel noter v luči. Na stropu so bili luči in je noter prišel per in je vrglo komplet štrom ven, tako da... Dok nismo pol vsega pera spili, nismo naprej špilali. Boste tudi sedaj in sicer v skladbi Z nami do konca? Ja. Z nami do konca. Naj gre ta glasbena promenada in ta enota punkerska naprej, ne? In v bistvu govori o tem, da pač bomo le skupaj zdržali in, kako bi človek rekel, prodrli na sceno in na svet in da nas ne more nič poraziti. Tako da z nami do konca.
To je Punk je album, ki ga vrtimo v oddaji Radioaktivno skupine Jaja Boys, Rok, Jan in Aleks z mano. Na družabnih omrežjih, na spletu ste zelo aktivni, ali ne? Trudimo se biti, ker se mi zdi, da pa ko ti, če malo potihni, vse to, mislim, neč ni spet narobe, če imaš neko obdobje, pa pol si malo bolj v sebe, smo res malo bolj zaprti, pa to, pa pol je tukaj bolj veselo, ko spet nazaj prideš, no? Ampak se mi zdi, da je fajn malo spominjati ljudi, no? Sploh ko so koncerti, ker to se grede, se marsikaj pozabi, ali pa do koga sploh ne pridejo informacije in pa boš dvakrat nekomu povedati, ko pa enkrat premalo, ne. Tako da probamo biti aktivni gor, no? Če ne drugega, kakšne neumnosti takšne in drugačne, otročarije objavljamo. Ampak probamo nek kompromis užgati, da še zmer odnese poslušalstvo prave informacije iz tega ven, da ni res samo zafrkancija. Je tam tudi možno priti do vašega fizičnega nosilca zvoka? Ja, zdaj ni to direkt bilo mišljeno, ampak najbrž, če nam bo kdo napisal, pa če ima kdo kakšno željo, pa če naj napiše, pa se ga bo poslalo, ali pa kaj sicer, pa naj pride človek na koncert, ne? Pa naj se ga vzame sam. Vse se da dogovoriti, nismo tako veliki in, kako bi človek rekel, težko dostopni. Koliko pa vlagate v videoprodukcijo? Ja, drugač kar, no, pač skozi probamo nek folk, tako da vidimo, kam bo šlo to vse skupaj, ampak videospote zdaj pravimo šopati, pa da nek folk ima neke ideje, pa da pol to tako pride. Se nisem nič povedal. Povedal si, da delate videospote in da jih tudi možno vidite. Ja, drugače imamo videospote. Delal jih je tudi Tomaž, shoutout Tomaž. Drugače on, ne vem, koliko je to regionalno blizu, ampak on je iz Maribora. Tudi, mislim, bližje je vam, kaj nam. Zagotovo. Ampak ja, Tomaž tudi tako mal punk po duši, pa pol njemu to dogaja. Pa rekel, ok, bom par videospotov posnel, tako da ja, to. V bistvu smo se prvič spravili videospot snemati z eno Aleksovo prijateljico, ne, ki nam je posnela in z njeno ekipo posnela videospot za pesem Full Moody. S Tomažem smo snemali dva komada Kevdar pa Krizo. Zdaj mislim ga predzadnjega, ne. Vmes smo se pa spravili tudi sami posneti svoj videospot, ker smo v bistvu ugotovili, da človek, ki ima idejo, pač tudi ne pravi v opreme, lahko to svojo interpretacijo umetnosti, ne, videospota spravi na svet tudi z kamero iz telefona in potem z malo šnel kursa video editanja, ne, ker sva ga pol z Aleksom imela 6 ur, v bistvu se 6 uri trajajo, da smo video zeditirali, pa še manj cajta, da smo komad posneli. Ampak ja, prej ste vprašali o teh socialnih omrežjih, ne, danes treba dati en velik poudarek socialnim omrežjem in temu PR-ju. Je pa res, da se da ogromno narediti v lastni režiji. Tako na koncu tako videospotov, da si in režiser in snemalec in lučkar in statist. Tudi do tega, da si potem lahko profesionalni pisač mailov in upravljati klicev na radio in intervjuvanj in ostalih zadev. To je tako, če si frontman. Ja, če si frontman, moraš včasih povedati kakšne stvari, ki jih drugi člani benda pozabijo. Imam pa potem tudi to pravico, da komplet besedilo pozabim notro in pa se mi vsi režijo v glavo. Ampak lej, živiš in delaš napake, ne? Naslednjo si že tudi Jano povedal, to bo Full Moody. Full Moody, ja. No, pesem samo po sebi in naslov Full Moody, da je človek v ihti in stalnem norenju, ne. Več bo pa zdaj Aleks povedal, ker je tudi v bistvu dal en vložek enega novomeškega benda Pandan. Aleks, zdaj povej. Ok, se pravi, pri tem komadu smo dodali po solaži, tam, ko bi prišel načeloma zadnja, tretja ponovitev refrena, smo pa z Janom malo gruntala, pa glih smo takrat nažigali tiste CD, kompilacijo novomeških starih bendov, no in se vmes najdu en star pop band Pandan, ki so imeli komad z naslovom Lepe ženske, no in pa se je glih po čudežu in, ko bi rekel, na ključju, da so se približno akordi ujemali refrenski, no, pa smo pa rekli, dajmo zdaj pač malo kot ko bi rekel temu, kot malo osvežiti, pač, da se še ni malo, smo pa dodali ta tekst noter, no, pa tudi načeloma tudi malo bolj naredi zanimiv komad, no, ker bi človek pričakoval tam, da bo zdaj pa še zadnjič referent pel, pa ga pa tam presenetiš s tem vložkom. Ki vsekakor ni punkerski.
Povsod okoli nas lepe ženske, najmočni smo brez vas, skoraj ženske, v naših posteljah, zagore ženske, ta konec je, tak bez ne stran vsi, pa se ful budi, to se mi mudi, da ratajo neumnosti, meni jabo na okrog, da ne treši samo Bog, ko pa treba se je vstal, da se da se me zboga, ker me se vedno mur budi. Full Moody in Jaja Boys, za konec radijskega dela pogovora, kako ste si v bendu natiz umetno inteligenco v glasbi? Pa ja, no, zdaj, če ne drugega, jaz priznam, da si pač daj ne vem, kako bi začel objavo na Instagramu in vprašam, če ima pač mogoče kakšno idejo. Se pa doskrat se zgodi, da dejansko kaj dobrega napiše, kdaj pa dobim tukaj, da lučka zagori, no, da se pa, lahko bi pa to napisal, no. Pa si pa malo s tem pomagam, odvisno, no, čisto. Ampak načelno zdaj prav nekaj smo pravili tudi neke tekste, če bo kaj pametnega spisal, pa dajmo reči, da zaenkrat so nam še človeški teksti bolj všeč. Se pravi, ta artificial intelligence, ne, je po moje osebno mnenje, ne, da sem spet družbeno kritičen, je v bistvu to, da če se bomo spustili na ta nivo, da pač bi na koncu šel z umetno inteligenco v bistvu golfat, ne, svojo inteligenco in svojo domišljijo, res ne bomo daleč prišli, ne. Zdaj Alex je rekel, seveda, umetna inteligenca se naše glasbe ni in ne bo nikoli dotaknila, upam, bom tudi stal za tem, ampak ja, je pa precej priročna, pač, ja, za papirologijo, za kakšne objave. V bistvu smo enkrat probali napisati eno besedilo, strojniki na faksu o hidravličnem batu in je bilo prav zanimivo. Dalo nam je tudi akorde, dobro sicer pač melodije ni predvajalo, ampak da se narediti vse, hkrati pa nič, ker potem boš, naj bo umetnost, naj ostane človeška. Ja, na koncu še zmeraj, ne glede to, kaj naredim, moraš ti še mer pol, si ti pa na koncu tisti, ki pač odloči, ali je to v redu ali to ni v redu. Ma sej s to inteligenco je, ne vem, pač naš žanr punk, ne, z z inteligenco nimaš tam kaj delati, tako ali pa drugačno, tako da nimamo kaj tu nucati. Jaz si pri pripravi intervjuja običajno v zadnjem času pomagam s pomočjo umetne inteligence in vprašam tudi kopilota, katere so najpopularnejše skladbe, določene zasedbe. Kaj mislite, kaj je vrgel ven, ko sem napisal, katere so najpopularnejše skladbe skupine Jaja Boys? Full Moody pa Oda punkerju, kaj od tega? Ja, zdaj, ne vem, lahko pa predpostavljamo, ne, zdaj, če koliko res vem, da ta AI deluje, bo najbrž šel nekam in bo zbral pač podatke, najbrž išel na YouTube ali pa nekam, kater komad je bil najbolj predvajan. Zdaj ne vem, tete sosedov jih ne more vprašati, katera muzika je najbolj všeč, ne. Ampak ja, pustimo se presenetiti. Lahko pa izpostaviš kakšen naslov? Aha. Ja, no, mislim, da je bila največkrat predvajana, da je v bistvu publiki, po mnenju teh, mislim, po logiki, da je bil komad Oda punkerju največkrat predvajan, je mi najbrž ta všeč, zdaj ne vem, kaj je AI, kakšen odgovor vam je dal, no, ne vem, kakšno pod vprašanje ste mu postavili. Brez pod vprašanja, ampak neposredno vprašanje. Katere so najpopularnejše skladbe Jaja Boys? Jaja Boysov. Najbrž Trgovina, pa Kriza, pa Kevder, pa kakšen Full Moody. Zdaj pa v bistvu stvar v tem, da imamo že toliko novega materiala, da v bistvu sploh ne moremo in ne smemo menjati, ne, ker še ni na drugem albumu, ne. Tako da pridite na špil, boste vedeli, kateri je najboljši komad od Jaja Boysov. Jaz bom rekel Full Moody ali pa Božični. To je to. Kopilot pravi naslednje: No juriš, izvedena o promociji albuma, potem Kevder, BMK in Svoboda. Aha. Mogoče zdaj gledal te live, ko smo ga par pač teh iz naših koncertov, smo dali par live posnetkov gor, pa zgleda, da je to njemu zadogajalo. Ne, mogoče tudi on hoče na koncert. Mogoče. Še dve pa bomo zavrteli v radijskem delu pogovora in sicer kar eno za drugo. To bo Hvala in Padli borec. Ja, hvala, ker ste nas naredili in našim očitom in mamicam in o tem, da bomo tudi mi enkrat bili tisti, ki bomo hvale vredni, ki bomo to prenašali naprej in bo nekdo drug nam pel hvala. Ampak ja, hvala. Hvala vsem odgovornim.
da smo danes tukaj. In potem še Padli borec. Padli borec je pa komad napisan za našega prijatelja Jošta Štrucla, ki se je doskrat pojavil na koncertih in zmeraj kaj ušpičil. Je pa on tudi biciklist, se pravi, kaj je to downhill, ne? Oziroma te bolj ekstremni biciklisti, no, ni glih tisto cestno, in se je enkrat razbol, ne, tako kar fejst, pa je pol se Jan je rekel, da... Lahko jaz povem. No, tako kot je Alex rekel, Jošt Štrucelj je ena taka ikonca, ena dobra dušica, ki je v bistvu mogoče za cajta srednje šole, ne, ko smo v bistvu večina zasedbe Jajboys v bistvu igrala v big bandovski zasedbi šolskega centra Novo mesto, pa je ta dečko prišel, pa Afnegunco z nami in bil tudi solo pevc. No, hkrati pa smo pač se družili in pogovarjali in v bistvu sem spremljal to njegovo brezglavo mountain bikersko kariero in v bistvu je fant enkrat šel tam nekje pri Ljubljani v Podotihu, so pač naredili neke rampe in pol skakalče, to so take velike skakalence, ki pač že ne peleš dosti hitro in treba še po zraku leteti, ne? Tako da je podlej postal svetnik, ko je za pol leta zaključil kariero, ko mu je gležen ven skočil. Ja, mislim, odprti zlom gležna ali nekaj tasga, tako da pa ključnice tudi. Mislim, fantje, ki to delajo, ne, se so adrenalin junkie, ne, se dostakrat kaj poškrabajo, ne, tako da je bil Padli borec za nekaj časa. Njemu pa je bil tudi pol posvečen ta komad, no. Večkrat omenimo, da v bistvu na vsakem špilu, ko se igra ta komad, se lepo povede to za Jošta Štrucla, ki redko kdaj zdaj pride na špil. Hvala in Padli borec za konec radijskega dela pogovora. Fantje še ostajajo z mano. Zaenkrat pa Rok, Jan in Alex, hvala, da ste bili gosti na Radio Prlego, da je radioaktivno ter uspešno naprej. Ja, hvala vam, ker ste nas vzeli, pa pridite na kakšen špil. Ja, res vabljeni na koncert. To je res dogodivščina in tam boste ugotovili, kaj hočemo povedati s tem albumom Tvoj punk. Dobili boste res eno lepo izkušnjo. Res pejte na koncert, spite si pivo, vršte ga v oder, skačite in plešte in vreščite in se zabavajte. Jaz sem se pa zdaj spomnil, da ne bom pozabil. 2 osebe bi sem še omenil in bi se jim zahvalil, ki so pomagale, da je album sploh vam prišel. Prvo je Niko Galeša, oč od basista našega, ki je potem to, kar smo mi posneli, sprejel in se res potrudil pri miksu, no, da je to pol dobil neko celotno podobo, no, pa smo pol naredili miks. Ter Vid Pobegajlo, ki je pa mester še naredil, da je pol to res grmelo, tako še dodatno. Hvala. Stojimo v vrsti, pridni veseli, na obrazih staršev, na smehi debeli, s ponosom gledajo, kaj so naredili, kak lepi podmladek so vzgojili.
Jaja Boys, to je Punkija album, ki ga predstavljamo v oddaji Radioaktivno rock. Jan in Aleks so z mano. Kako gledate na slovensko glasbeno sceno? Ja, drugač bi rekel že, kukor, mislim, no, vsaj iz mojega vidika, ker sem jaz doživel, je zdaj res veliko muzike različne, takšne in drugačne. Bi rekel, mogoče v spredju res, mogoče alter, indie, pop rock z različnimi verdihi, ampak tudi, če malo bolj naprej pogledaš, se tudi v težjih žanrih najde veliko bendov in je zdaj res tega zelo veliko. No. Se mi zdi, da sploh zdaj po koroni se je to še bolj dodatno naraslo vse skupaj. In je res, če zdaj nekdo reče, da pač ni dobra glasba pri nas, pač ne gre v Koprivec cata, nekaj pač. Posebej z Dolenjske. Ja, sploh pa z dolenjskih koncev je dost muzike, zelo aktivne, takšne in drugačne. Novo mesto in bomo rekli, Maklinc gleda, kaj prestolnica muzike, ne, širom naokoli, ne. Iz Novega mesta prihaja NKP-nih, je prihajalo in prihaja in še zmeri bo prihajalo, ker imamo odlično podlago. Zdaj imensko se ne bom obešal, so tako radijske legende kot alternativne legende. Lahko se omeni dogajanje nasploh v Novem mestu, trudimo se postaviti sceno nazaj na noge, s tem, da se pravi lokal patrioten klub, ki je za časa 90-ih čudovito laufal, pa potem še v prelomnici tisočletja tudi čudovito laufal in potem s časom postal težako nesposobljen in malo zatonil v pozabo. Ime se počasi dviguje in v bistvu z basistom, v bistvu pa z vsemi fanti tukaj, no, v bendu se v bistvu trudimo, da držimo sceno, glasbeno sceno, nasploh v Novem mestu, pač po konc. In v bistvu imamo en dogodek po imenu Punk Crtans, kjer je v bistvu gasilska veselica po punkersko in vabimo v bistvu vse mlade in alternativne bende in kakršnekoli bende, ki so v bistvu željni igranja in bi rekel aktivnega sodelovanja pri glasbeni sceni, pač naj pridejo in naj se pokažejo in naj ne bojo ubogi in prestrašeni in sramežljivi, kaj ti lokacije dovolj. Mogoče pa nažalost malo manj zainteresiranih oseb, ki jih vodijo, ampak no, vabljeni v Novo mesto, vabljeni k poslušanju nove glasbe, kot je že Aleks rekel, tisti, ki bo zdaj rekel, da v Sloveniji ni dobre glasbe, res ga lahko Koprivec cat, ali pa pač naj skoč ven iz tiste svoje bedne radijske frekvence, pa si naj pa zavrti kakšen Val 202 ali pa Radio Prlek ali pa Radio Študent ali pa naj gre na YouTube, pa pač naj vtipka slovensko sceno, pa jo bo poslušal in bo zadovoljen zelo. Rok, še tvoje mnenje? Rač meni se zdi scena dosti v redu, pač tako funkcionira. Se mi zdi, da je pa bolj problematika placov za bende za vaje, da to je pa pač vsak band, ki ga poznam, nima dobrega placa za vaje. Tako da to ful zanimivo, kako še zmer, pač to, če nimamo placa za vaje, delamo muziko, pa pač vadimo, pa furamo to sceno. Tako da ja, folk je motiviran in dela cool stvari. Kaj pa prostori za igranje, jih je dovolj? Ja, to je nekaj srednjega, no, pač sej se spet tako zimprovizirajo se kakšni placi ali pa pač nekaj se dogaja. Lahko bi bilo veliko boljš, sam bom rekel pa, da ni spet toliko hudo, kar bi lahko bilo. Naslednja, kriza. Ja, pri tem komadu, naprimer, se sliši malo to, kar smo namigovali, ta eksperimentiranje, pa malo potapljanje v druge žanre. Tukaj specifično malo Balkana, noter v tistih kitarskih foricah. Tako da ja, tle smo že malo poskusili neke druge stvari. Zopet se sprašuješ, zakaj dok stvari v življenju potrebuješ. Vedno se zakeraš, to če sam potuješ. Ne maraš biti v družbi, si planen, se zasuješ. Kriza je posod, kamor se obrneš. Vedno te mu čaka, tu če jo zavrneš. In te vedno jebejo, ti pa se že koneš. Kriza!
Kriza in Jaja Boys, to je punk, je vaš prvenec, ampak prej, ko sem vaju poslušal, pa je že jasno najavljal ta drugi album. Ja, tu bo sigurno, če bo le sreča. Jaz sem imel občutek, da je že posnet. Dobro, ne, tu mislim, imamo pač demo te ideje, ampak zdaj, da bi pa prav uradno že rekel, da smo pa začeli snemati, pa nismo še, ne. Mislim, se nam zdi, da rabi še tale album malo pozornosti, da še malo luči na njega svet, no, da se res čim več da ga pokazati naokoli, no, da ne bo res, imamo prvi album 12, kasneje drugi album 16krat boljši in pač se pozabi pol, ne. Tako da probamo zdaj res to spromovirati, povedati. Ampak ja, no, ideje imamo pa res veliko, no. To je bil načeloma tudi glavni motivator, da smo pol pohiteli z izdajo albuma, ker je bil res komadov in idej veliko, takšnih in drugačnih, pa smo rekli, dajmo zdaj tole zapakirati, ker je iz tega obdobja ostalo pa pač pustimo za naprej. Potem prihaja drugo obdobje, drugačni Jaja Boys, v zvočnem smislu. V zvočnem smislu, najbrž da res. Se mi zdi, da bomo res mogoče malo bolj razpršili, kar se tiče žanra. Kar se pa zvoka tiče, se mi zdi pa, da je tu v bistvu vprašanje časa, ne? Vsak band, vsak začetek je začetniški, je malo smešen, je tak malo nedefiniran in izgubljen. Potem pa čez čas, pač najbrž je to nek proces, ne? Jaz sem strojnik, jaz ne vem veliko o teh stvareh. Ampak ja, se mi zdi, da bomo veliko novih stvari predstavili in se jih lotili, no. Naj bo nov album nov. Rok, potem besedila tudi strani drugih članov? Ja, tudi jaz kdaj kakšen tekst napišem, ampak ja, večinoma Jan Butara, glavni tekstopisec, vodja oddelka, pa ostali pač malo tako pomagamo. Jan je potem vodja slavistike oziroma slovenistike. Ja, nažalost, je tako, ja. Mislim, ja, nekaj skup delamo, pa pol popravljamo tiste vejice in pike, ki jih on narobe napiše, ampak ja. Njegov prvi izgovor bo, sem strojnik. Ja. Ja, no, mislim, se tako je, ne, ponovadi zmeri je nekdo, ki pač da neko idejo, zmeri je nekdo, ki nekaj preleti, jaz sem pa nekaj novega, jaz sem pa nekaj super, sem nekaj spisal, tako kot naprimer danes, ko smo se vozili v Ormož, ne, sem bil v najbolj kulskem avtu na svetu, ne, to je Aleksova Škoda, ne, ki ima v bistvu full placa od zadaj, sem v bistvu ležal na zadnjih 3 zicih na fotelju in v bistvu pisal besedilo za komad, upam, da bo pač prišel v stvarnost in ga boste lahko poslušali. Ampak ja, to so ene take spontane idejce, ki se pač prevlečejo na vaje, ali pa k Zorkotu domov, ali pa k Roku v Ljubljano na Metelkovo in poti tam hajkamo in blozimo. No, glavno, ja, pa te elefantije pridejo pa rečejo, da bomo še melodijo gor zmetali, pa bo zadeva dobila podobo pesmi, komada, štiklica. Predzadnja bo Kevder, tudi single, s katerim smo vas poznali. Ja, jaz bi rekel, da je Kevder nekako naznanil zdaj tole obdobje, ki se trenutno dogaja, da pač smo naznanili, da bomo tudi album dali, pa da smo naznanili, da smo nekaj naredili, res, nekaj poslušljivega, oziroma nekaj omembe vrednega. Pokazali, naredili smo že prej. V bistvu je bil problem pri Jaja Boysih, da smo tako resno neresni, da je v bistvu problem se usesti pa posnet z devo, ne? Ker večino pesmi, ki so na tem albumu, so v bistvu nastali v neki kolaboraciji mene pa Aleksa, ne? To so bila ta srečanja popoldne, namesto da bi, ne vem, kaj avte šraufala, pa motorje, pa nalogo delala, ja, pač sedela pač pri njemu doma, igrala igrice, poslušala muziko, ustvarjala, zdaj sem pa zgubil nit. Komadi pokazali, naredili, kasneje izdali. Da so bili ful resni. Ja, na konci pa prišel do tega, da pač smo se pa dobili s tem Galeštovim Atetom in pa rekel, da je fajn, da je to sestaviti nekam, ne? Mi pa pač tako mladi in neresni, pač nismo vedeli, kaj bi to naredili, ne? In v bistvu smo užgali en kompromis, tako da je zadeva v bistvu posneta pri Aleksu doma, zmiksana pa zmontirana je s pomočjo stricev od zadja, ne? Ker smo jih prej omenili, Vida pa Nikolaja, ne? Spet sem zgubil nit. Da smo posneli prej, pa izdali kasneje. No in pa smo po 8 letih truda, solz in krvi, ne, le posneli ta album, ne, ki v bistvu bi ga lahko posneli še med srednjo šolo, ne. Je trajalo nekaj časa, upamo, da ne bo toliko trajalo, da posnemo drugi album, ampak ja, je trajalo.
Ja, boys, to je punk, je album, ki smo ga danes predstavljali v oddaji Radioaktivno. Za konec rok, povej še kako humorno zgodbo s Keudra. Zdaj se mi pa dobo. Ker vidim, da si bolj redko beseden, bom ti sedaj na koncu dal več besed. Ja, drugače ful nekih stvari, ki boš da ne povem na radiju, ampak ne vem, zdaj se mi je v glavi se je pojavila ena slika, en posnetek zavrtel, ki je bila v eno kitaro se je zdrobilo, pa polno smetalo v peč. No ja, kako smo pa do tega prišli, je pa tudi zgodba zase, ampak boš da ne ostane na radiju. Alex, tvoja zgodba s Keudra? Jih je tudi več, no. Ponovadi začetki in konci so taki, vmes je pa spet vsakič drugač. Ne vem, saj sam pomen komada je tako že Jan prej povedal, a zdaj, kar se Keudra tiče, pa ja, no, zmeraj boš not, če ne boš not prišel vesel, boš pa ven prišel vesel, no. To je enkrat ena, če boš pa ven prišel na koncu. Jan, ti se spomniš, ko prideš v Keudr, se potem tudi spomniš, ko prideš iz njega? Ja, odvisno od namena, s katerim gremo v Keudr. Zdaj, ko res vem, noben od nas realno nima zidence. Ima kdo zidenco? V lasti? Posredno. In v bistvu pol ta Keudr, zdaj, ko so se fanti nasmejali, to so stvari, ki bi jih lahko z eno besedo opisali z naslovom filma Jackass. To so take bedarije, ki res mogoče bolj ne ostanejo, kje, ne. To so take navihane bedarije, ki včasih lahko rečemo, bodimo veseli, da smo živi ostali, ne. Ampak ja, pa Keudr, ne, tu je kraj, ne, tu je lokacija, tu je zbor ljudi, radost, sveti kraj, ne, zatočišče, dobre volje, lahko tudi, dobre glasbe, dobre družbe. Imate potem tudi tam oltar? Ja, vsak Keudr ima svoj oltar, ne, jih ima več, leseni ali jekleni na 3-4 nožicah, ne, zraven pa še degustacijski pripomočki, ne, fantje. Takšni ali drugačni. Ter zmeraj nekaj še dodatno za pocop, da se lahko domu vrede. Tako, nebesa. Dobro so nebesa in ne pekel. Ja, ne, pekel je pa, ko domu prideš. Boste še katero skladbo z albuma izpostavili kot single, podprli z videom? Zdaj razmišljamo, da mogoče Oda Punkerju bo malo prišel mogoče ven, če smo spravili. Drugač pa, ali pa mogoče Glaš, bomo videli kako prej. Mislim, da bo Glaš. Pa Glaš, če tako pravite. Za konec vrtimo še eno, in sicer bo to Kurbin sin, v oklepaju piše Dan D. Ja, Kurbin sin od Dan D. To je komad za mamice, to je tisti zadnji komad, da se upravičimo za vse razdejanje, ki smo ga povzročili med koncertom. Tako malo pogreje dušo, malo se zapoje, je mogoče, ali pa ne mogoče, je v bistvu najbolj spevna zadeva na albumu, ne. Je priredba novomeškega benda Dan D. Mislim, da Rekli so je njihov naslov, originalni. Mi pa smo pač tu povzeli in naj bo punk in naj bo še Kurbin sin na plati. In smo ga pol predelali, dodelali, v nekih pogledih naredili boljšega kot original. Kaj pravi Tokac? Tokac se še nismo v bistvu vprašali. Smo? Jaz sem mu cel kup papirologije s tem. In če ne bi Tokac zaužegnil, tudi ne bi na album prišel, no. Tako da je Tokac rekel, v redu je, fanti srečno. In potem smo naprej, da smo uredili saza s papirje, da je sploh zadeva šla čez. Zato Kurbin sin za konec tega pogovora. Rok, Jan in Alex, člani skupine Jaja Boys, hvala, da ste bili gosti oddaje Radioaktivno, ter uspešno in čim bolj delamo naprej. Hvala. Hvala lepa za povabilo. Hvala. Rekli so, da sem Kurbin sin, malce drugačen, mogoče mačkan fin, da sem bracica, da ni mi mar, da sploh ne vem nekod nekam. Rekli so, da sem Kurbin sin, malce drugačen, mogoče mačkan fin, da sem bracica, da ni mi mar, da sploh ne vem nekod nekam. So rekli so. So rekli so, a jaz sem tak kot ti, le malo drugačen, tudi
nisem nič lagal. Rekli so, da sem kurbi sin, malce drugačen, mogoče mečken fin, da sem bracica, da ni mi mar, da sploh ne vem nekod nekam. Rekli so, da sem kurbi sin, malce drugačen, mogoče mečken fin, da sem bracica, da ni mi mar, da sploh ne vem nekod nekam. So rekli, rekli so, so rekli, rekli so, a jaz sem tak kot ti, le mal drugačen, tudi mene strah, da ne bom šel najti pot domov. A jaz sem tak kot ti in tak ostanem, in če te tak ne prevzamem prav, nisem nič lagal, nisem nič lagal. Ja, ja, boj! A jaz sem tak kot ti, le mal drugačen, tudi mene je strah, da ne bom šel najti pot domov. A jaz sem tak kot ti in tak ostanem, in če te tak ne prevzamem prav, nisem nič lagal, nisem nič lagal. Nisem nič lagal, nisem nič lagal. Mi smo Jaja Boys. In vi poslušate Radioaktivno.